NX je popolnoma nov, kar 95% delov je novih, tukaj ni nobenih ugank. Luksuzen športni terenec, še posebej, če je hibrid, je danes na trgu zelo iskana roba. Na drugi strani je ES, ta je še vedno dovolj atraktivnih oblik, da lahko z manjšimi popravki več kot zadrži tempo z najboljšimi v klasičnem, limuzinskem, poslovnem razredu. In to je to. No, to nikakor ni to, ker to je Lexus. Da bi lažje razumeli, kako pri tej znamki razumejo razvoj svojih modelov, pa moramo stopiti korak nazaj in predvsem v sobo gospoda Toyode. Ko je Toyota sklical svoje najpomembnejše člane uprave, jim je rekel takole: odločil sem se za projekt F1, Flagship No. 1. Na koncu je bila to znamka Lexus. Nobenih bližnjic ne bomo jemali, naredili bomo po starem, tako kot je prav. Če bo težko, bo težko. Poglejte Mercedes, BMW, Audi, Jaguar in druge plemenite alfa samce. Najdite njihove šibke točke in naredite boljši produkt. Finance niso problem. Na koncu so porabili več kot milijardo. 60 dizajnerjev, 24 različnih razvojnih ekip, 1400 inženirjev, 2.700.000 prevoženih testnih kilometrov. Kaj pa to? Ko so po nekaj letih končno našli najboljšo kakovost lesa in usnja, so kupili Mercedes razreda S, BMW razreda 7, jih zapeljali v ameriško puščavo Arizono, pustili steklo, odprli vrata in pustili tam stati 2 meseca. Zraven je stal prototip Lexusa. Po 2 mesecih je bila konkurenca že zelo utrujena. Lexus po 3 še kot skoraj nov. Zgodb, kolikor hočete, ampak z današnjim Lexusom NX nas poveže ena – zgodba luksuza. Ker luksuz ni en. V tradicionalnem avtomobilskem smislu poznamo 2. Ameriškega in evropskega. Evropski seveda ni en. Je nemški, francoski, italijanski, britanski in tudi skandinavski. Japonci pa so poskusili najti skupno točko luksuza. Takrat in danes. Se je luksuz v tem času kaj spremenil? Seveda je luksus lahko tudi produkt, ampak v osnovi je luksus storitev. Luksus je način življenja, če želite, ne? In to je naša vizija pri Lexusu. Nuditi stranki, kupcu, uporabniku naših vozil tudi luksuzno storitev. You have life on board is becoming very, very important. So we really aim to help the driver feeling at home in the car, also feeling at home when he goes to see the retailer, the dealer, and having a service which is also personalized. We believe that is really essential to ensure a proper experience for the customer. Če potegnem paralelo sedaj na produkt, lansiramo Lexus NX. Prvič lansiramo tudi Lexus NX Plug-in. To je za nas zopet nek način luksus. Razvili smo najprej najboljši hibridni sklop. 4. generacija, odlični rezultati. Več kot 50% vozimo na električno energijo. Naslednji korak je plug-in. In tukaj smo drugačni, po mojem, od konkurence. Moje mišljenje je, da je konkurenca šla napačno pot. Najprej elektrika, potem plug-in, sedaj ga opuščajo, ker se bojijo, da ne bo subvencij. Mi subvencij ne potrebujemo. Imamo odlične ali pa najboljše plug-in vozila in verjamem jutri, ko pride UX, popolno električen UX, da bomo imeli tudi najboljše električna vozila. Potegne pod črto in po prvih prevoženih kilometrih lahko mirno rečemo, da je Lexusu z NX-om uspelo še enkrat narediti velik korak naprej. Čeprav je manj tako vibracij kot hrupa v kabini, pa je na drugi strani še povečal svoje vozniške športne dinamične lastnosti in praktičnost v kabini. Vse Lexuse, tudi novega NX-a in tiste, ki bodo v začetku prihodnjega leta zapeljali na naše ceste, pa tako s tradicijo kot preteklostjo in razumevanjem luksusa povezuje gospod veliki mojster Tsuki Sugayama. Na koncu super robotizirane linije Lexus počaka veliki mojster. Z nežnim dotikom in ostrim očesom že 30 let preveri, ali so roboti svoje delo opravili dovolj natančno.
tudi to je luksuz.